Gledate gorenjska poročila na GID TV. Konec meseca avgusta bodo v dolini pod Triglavom ponovno potekali že tradicionalni 32. Aljaževi dnevi. Kakšen program pa se obeta, pa nam bo predstavila nekdanja predsednica, danes pa tajnica v kulturnem društvu na Dovjem, Metka Keren Trček. Metka, lepo pozdravljena. Kaj vse se obeta vse te 3 dni v dolini pod Triglavom? Ja, pozdravljeni. V dolini pod Triglavom, torej v raju pod Triglavom pravimo našim krajem, bodo spet tradicionalni Aljaževi dnevi. To je največja prireditev v našem kraju vsako leto. V spomin na čas, ko se je 1889. leta v naš kraj priselil Jakob Aljaž in tukaj je ostal do smrti. Pustil je močan pečat v teh naših krajih in zato mu vsako leto v spomin priredimo 4-dnevno prireditev. In če pogledava po dnevih, kaj vse se bo dogajalo, koga vse ste povabili v goste? Ja, že tradicionalno v četrtek v Slovenskem planinskem muzeju pripravijo predavanje. Tokrat bo posvečeno 40-letnici muzejske zbirke, ki je bila osnova za Slovenski planinski muzej. Tako da ta stavba pri Ozelnu, kjer je takrat Gustelj Avgust Delavec postavil to triglavsko zbirko, se je potem le preselila zbirka v Slovenski planinski muzej, in to bo vsekakor zanimivo srečanje, predavanje. V petek imamo pa potem na Dovjem že prireditev slovesno akademijo s koncertom družine Trilar. Oče Janez Trilar pa njegova 2 otroka oziroma sopranistka Maja, pa glasbenik sin Jan, skladatelj, mladi nadarjeni glasbenik. Oni bodo priredili en lep koncert, ki bo pospremljen torej s spremno besedo našega predsednika Marcela Gomboca, ki bo povedal, poudaril, kaj ta 110-letnica navsezadnje pomeni za društvo. Lahko smo res ponosni, ker 110 let je res dolga doba in ves čas je društvo delovalo. Če pa pogledamo nazaj, je pa tudi razumljivo, da je Jakob Aljaž ustanovil to kulturno društvo leta 1914. Takrat se je imenovalo Katoliško izobraževalno društvo, ker je bila na Dovjem že dolgo časa tradicija teh iger. Ljudje so prirejali igre po skednah, po kmetijah. Čez celo zimo so igre tekle in potem so kar med seboj tekmovali, kdo bo imel boljšo igro in kdo bo imel več obiskovalcev. Povejva še, kaj se bo še zadnje 2 dni dogajalo na Aljaževih dnevih? Ja, v soboto bomo imeli tako, praznovanje društveno, res bomo predstavili vso našo društveno dejavnost. In da bo stvar še lepša, bomo v goste povabili še Slovence z Reke. Tudi oni se bodo predstavili, tudi manjša razstava bo, pa mi bomo imeli razstavo. Izšel bo tudi zbornik naše 110-letne kulturne dejavnosti, pa razglednica, starinska razglednica Antona Karingerja, ki je nastala 1865. leta. Tudi ta razglednica bo išla in sicer je to razglednica, umetniška slika Mojstrana z doline Orad, ki drugače visi v Narodni galeriji v Ljubljani. In greva še v zadnji dan, ki pa je že tradicionalno tudi maša v vratih za zaključek tradicionalnih Aljaževih dnevov, pohod planinskega društva Dovje Mojstrana. Tako je, dopoldne zjutraj se začne s pohodom pod severno Triglavsko steno, pa na Luknjo, kar organizira planinsko društvo.
To je nekdanji Gustelnov pohod. No, potem popoldne je pa najprej na Dovjem v cerkvi koncert okteta Suha iz Podjune na Koroškem. To je pa zelo znan oktet, zelo cenjen. Imel je že 1500 koncertov širom sveta, tako da lepo povabljeni. In tako se bodo zaključili 32. Aljaževi dnevi. Želimo vam lepo vreme in čim lepšo prireditev. Hvala lepa.